Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o tem, kako povečati občutek zadovoljstva. Vam dam takoj na začetku eno domačo nalogo. Vsak dan najprej eno stvar naredite, da boste lahko rekli, to je pa tisto, kar sem jaz zase naredila, da sem osrečila sebe ali pa naredil, saj nima veze. V glavnem gre se za to, da lahko dajemo to, kar imamo, in če občutimo srečo in zadovoljstvo, mi to lahko dajemo naprej, lahko širimo in ne moreš dati tega, česar nimaš. No, to je dokazala tudi raziskava, ki so jo delali na inštitutu HeartMath, in sicer so dokazali, da občutek ljubezni, hvaležnosti in spoštovanja, se pravi vsa ta dobra čustva, ki jih nosimo v srcu, krepijo imunski sistem, pospešujejo izločanje pomembnih kemičnih snovi, se pravi, kot je dopamin, kot so hormoni zadovoljstva, stopnjuje telesno vitalnost, čilost, znižuje raven stresnih hormonov, znižuje visok krvni tlak, pomirja občutek tesnobe, krivde, občutek izgorelosti oziroma predvsem ta občutek, da ne zmoreš, in pri diabetikih se izboljša celo raven glukoze, se pravi, vpliva na sladkorno bolezen. Občutek ljubezni pripomore tudi k višji stopnji usklajenosti srčnega ritma, se pravi, to je koherenca srca in možganov, se pravi, ko občutimo to zadovoljstvo, ko se spominjamo lepih spominov, ko nekaj naredimo, kar ustvarja lepe spomine, na ta način krepimo občutke zadovoljstva in na ta način pač v našem telesu se poveča ta občutek povezave srca in možganov. No, v glavnem, zdaj pa če pogledamo, kaj lahko vsak dan naredimo, zato da se počutimo bolj srečni v svojem telesu. Kje začeti? Zjutraj je po moje najbolj enostavno, ne? Zjutraj, ko vstanemo, prva stvar, dajte sebe objeti pa reči svojim celicam: hvala vam, ker mi služite. Pač svoje telo, kdaj ste se ta zadnjič zahvalili svojim organom, svojim celicam, kdaj ste ta zadnjič rekli nekaj dobrega svojemu telesu? Hvala moje noge, ker me nosite. Pač nekaj dobrega narediš za sebe, že s tem, ko se pohvališ. Naslednja zadeva, kozarec vode zjutraj, ko popijete kozarec vode, se zahvalite za nov dan. Vemo, da vodo lahko informiramo že samo s tem, ko vodi povemo hvala, da me napojiš, že s tem vplivamo na dobre občutke v svojem telesu. No, jaz potem seveda zjutraj, ko vstanem, grem na vrt po zeleno, pripravim sok iz zelene, ki je za razstrupljanje, vzamem eno tabletko fibra, ki deluje na to, da se počisti želodec, črevesje in naredi bariero, da dejansko čez dan pol nisem toliko lačna. Poskusite to s kozarcem vode, en kozarec vode, majčkeno kisa date noter, žličko kisa, potem pa zraven dodate, pa zraven vzamete eno tabletko fibra, bom od spodaj pustila povezavo in boste videli, kaj se bo zgodilo v vašem telesu. Pač tako se boste dobro počutili, ker enostavno ne boste več imeli želje po sladkem. No, potem pa prižgem svečko, se zahvalim za nov dan, vzamem karte prehodu v novo dobo in rečem: stvarstvo, kaj je ta trenutek zame res pomembno, da slišim, da ozavestim, kaj je tisto, kar mi sporočaš. Očiščujem se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. To je prvo sporočilo. Nad angel Ariel prosim za pomoč. Nejasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. In tretje sporočilo: moja zavest se širi in dviga na višjo raven. In seveda vam priporočam, vzemite še knjigico Prehod v novo dobo, in če preberemo zdaj samo tole, 28. Vsak delček mojega telesa je čist. Moje telo je svetišče. In še ena stvar. Moje telo ni smetišče. In tega se moram zavedati, da ne morem dovoliti, da nekdo čustveni strup trpa v moje telo, v moje ušesa, ali pa ne morem dovoliti, da bi moje telo zlorabljala na kakršenkoli način z nezdravo hrano. Z ljubeznijo ga hranim, oblačim, skrbim za njega in se ga dotikam. Vsa hrana, ki packa moje telo, in vsi odnosi, ki packajo mojo dušo,
se to naj odide. Posegam po zdravi hrani in po zdravih odnosih. Ni mi treba prosjačiti za ljubezen, ker jaz sem ljubezen. Mislim, da je to kar ena taka osnovna zadeva. Ni mi treba prosjačiti za ljubezen. In jasno lahko tudi povem, ja nečemu, kar me podpira, in ne vsemu temu, kar me ne podpira. To je ta zdrava ljubezen do sebe, ker poglejte, slovenska trpeča mati, moram biti žrtev. Dovoljujem, da drugi hodijo po meni, in Picasso je rekel, da večina žensk, je rekel tako, ženske se delijo v dve kategorije. So boginje in so predpražniki. No, kam ti pašeš? Kaj si ti? Boginja ali si predpražnik? To je pomembno. In če si boginja, in to si v sebi noter, vsaka ženska je boginja, ki ustvarja novo življenje, ki skrbi, ki dodaja. Boginja na zemlji. Se pravi, če si boginja, ne moreš dovoliti, da si predpražnik. Pač ne moreš dovoliti. Ne moreš dovoliti, da nekdo spuca svoje umazane čevlje na tebi. Da pusti svoje smeti na tebi. Ne moreš dovoliti. Ne moreš dovoliti nikakršne zlorabe. V nobenem smislu. Ker tvoje telo je svetišče. Zdaj tukaj seveda v tem primeru tudi spolni odnos, Ženska, ki se ceni, ki se zaveda, da je boginja, ne more dovolj, da je sredstvo za praznjenje. Pač ne more, pač pol spada ne med predpražnike, ampak med prostitutke. Dobro, sem malo kruta mogoče, ampak v glavnem, dovoljš ljubljenje. In to pomeni, če te nekdo ljubi, se ne more prazniti na tebi. Nikakor, ne fizično, ne čustveno. No, v vsakem primeru, o čustvih bi se dalo ogromno govoriti, ampak gre se za to, da začnemo sebe jemati kot svoje telo, ki je tempelj, ki je svetišče moje duše, in življenje je odraz vsega tega, kar jaz dajem. In ta občutek zadovoljstva in sreče je pa najbolj pomemben. Zdaj pa kaj narediti vsak dan, da se bom res dobro počutila v svojem telesu? Nahran telo, to je prva zadeva. Če jaz ne nahranim svojega telesa, pomeni, da je nemogoče, da se tvorijo kemične povezave, ki tvorijo hormone zadovoljstva. No, o tem sem pisala več v knjigi, Ko imajo moški hormoni žur. Pravilen naslov bi bil, Ko imajo moški hormoni žur v ženskem telesu. Ker ko je ženska nezadovoljna, se ji tvori moški hormon testosteron, se ji tvori stresni hormon, ona se redi, postaja možača, zniža se ji glas, postaja pač možača. Ženska, ki je pa v svoji ženski mili energiji, ima prijeten glas za poslušanje. Bodite pozorne na glas. Glas je tako zanimiva vibracija, odraža. Recimo ženska, ki je razštelana, je tudi njen glas razštelan. Kako razštelan? Na ta način, da vse zveni približno enak, monotono in tako naprej. Se pravi, pogosto take ženske ne prenesejo svojega posnetka, da bi lahko gledale svoj posnetek, zato ker jim njihov glas zveni tako tuje. Vsakič, ko govorimo, slišimo sebe, ampak mogoče, ko pa slišimo posnetek, pa slišimo in ne, to nisem jaz. No, seveda. Vnesti harmonijo v svoje telo pomeni, da vsak dan poskrbim in naredim nekaj, kar bo srečalo mene. Karkoli. Kar bo srečilo mene. In to pomeni, da se usedem zraven enega grma in gledam samo rože, ali se par minut usedem pa popijem kavo v miru, zaradi tega, ker to usrečuje mene. Ali naredim kakšno zadevo, ne vem, kaj usrečuje mene. To je prav, vprašajte se, kaj sem danes že naredila, da je usrečilo mene. Ja, pa pogosto rečemo še nič, ne? No in naslednja zadeva je potem hrana.
Naše telo potrebuje vsake 2,5 do 3 ure pač hrano. Rabimo jesti zaradi tega, ker s tem nahranimo svoje brbončice, nahranimo svoje telo, iz hrane se potem izločajo ključni vitamini, recimo vitamin C, vitamin B, dobre maščobe, ki nahranijo naše hormone zadovoljstva. In recimo brez C vitamina ni hormonov zadovoljstva. In v poletnem času pa rečete, ja, veš, vsak dan popijem limonado. Ja, super, ampak imamo zaradi ultravijoličnega sevanja tudi večjo oksidacijo in ko rečejo, ja, koža se zaradi sonca stara. Ni res. Koža zaradi sonca postaja bolj bleščeča, bolj napeta, ampak stara sevanje. To pomeni, imamo pomanjkanje A vitamina, pa C vitamina in v poletnem času rabimo večjo količino A vitamina, kot je paradižnik, paprika, rdeča barvila, jagode, večje količine C vitamina, kot so maline, borovnice, pač večje količine, to pomeni vsaj 1000 mg C vitamina. In če veste, da nekje spotoma jeste, dajte čez poletje dodajati C vitamin. Pač jaz sama dodajam C vitamin, zato ker imam rada sonce, rada sem na soncu in ne želim, da zaradi tega, ker bom dehidrirala in izžela svoje telo, da me dejansko sonce postara. Sonce me more pomladiti, ne pa postarati. No, po drugi strani pa naše telo potrebuje, dobre sestavine. Glejte, vam bom par idej pokazala iz te nove knjige, Moja kuhinja. Ni moja kuhinja, ampak Minkina kuhinja. V glavnem, osvežilni sadno-zelenjavni krožnik. Date to, kar imate v hladilniku, recimo eno grenivko, nekaj redkvic, potem pa feta sir, lahko date tudi mladi sir, mladi kozji sir lahko date, potem nekaj sveže mete, lahko date peteršilj zraven, potem nekaj zmletih lanenih semen, oluščene konopljina semena recimo, ali pa dodate pistacije, pinjole, pač nekaj od oreščkov, sok ene limone, sol in to zmešate skupaj. In nastane takale solata. Jaz imam zdaj na vrtu koromač, ribam koromač. En od teh receptov v tej knjigi je seveda tudi s koromačem. Dam koromač, pa kar kumaro, pač poberem to, kar imam na vrtu, zmešam skupaj v solato in ne vem, mogoče zdaj, ko je tako vroče, ne pečem raznih zadev, ampak enostavno skuham na osebo 2 jajci, zraven 2 jajci pojemo in je to. In nastane takole kosilo, ki je zdravo, ki vsebuje aminokisline, beljakovine, B vitamine in kup zakladnico pač dobrih hranilnih snovi. Potem recimo za malico sem si pripravila albuminsko skuto. Albuminsko skuto dobite pač v večjih trgovskih centrih. Ne smemo o imenih govoriti, v glavnem, albuminska skuta je tudi primerna za vse tiste, ki imate laktozno intoleranco, se pravi, ko zatekate ali pa vaše telo zadržuje vodo zaradi laktoze. No, v glavnem, albuminsko skuto, pa lahko date zraven še kozji jogurt, ga ravno tako dobite v trgovinah, pa zraven še borovnice ali pa kakšno jabolko, kislo jabolko, zeleno jabolko. Vam povem, krasna malca. Lahko date zraven še kakšen, recimo namočene mandlje in boste videli, kako se boste najedli. Tukaj noter v tej novi kuharci, Minkina kuhinja, glejte, knjiga je dobesedno razprodana. Dobesedno. Neverjetno in v bistvu to, kar mi govorijo bralke nazaj, je neverjetno zaradi tega, ker so preprosti recepti za vsak dan, po drugi strani pa ogromno stvari, ki nima glutena noter. Ker ravno tako gluten povzroča, da postanemo zabuhli, da otečemo. Recimo, pojeste lahko probate, če ste občutljivi na glutena, veste na kakšen način. No, zvečer si pripravite testenine. Recimo, če poješ en krožnik testenin, ni normalno, da se 3 kile zrediš. Pač ne moreš zjutraj 3 kile več imeti. Se pravi, zvečer pojeste krožnik testenin, vemo, da testenine v vsakem primeru povzročajo naval lakote in hormon inzulin se sprošča, se pravi,
ni to dobra večerja, da se razumemo. Če boste zjutraj, ko boste stopili na vago, imeli 3 kg več, lahko se pa samo zmerite obseg, ne zapestja, ampak stegna. In če boste videli, da se je vaš obseg stegna povečal za 2 cm, samo čez noč, pomeni, da ste postali utekli. In otekline, se pravi ogljikovi hidrati, zadržujejo vodo v telesu. In ko boste enkrat to sprobali, da boste dali stran gluten, ki tako povzroča tiha vnetja na celični ravni, ko boste dali stran mogoče tudi kakšno laktozo, ki vam lahko tudi ravno tako povzroča zatečenost vašega telesa, pa boste na ta račun začeli uporabljati kozje izdelke, kozji jogurt, kozjo skuto. Pač, glejte, v Sloveniji je ogromno kmetij, ki imajo domače kozje izdelke. Pejte na tržnico, kupite kakšno zadevo in boste videli, pač to so dobre, zdrave zadeve. Ja, na okus se je treba majčkeno privaditi. A vam povem, kaj je rekla? Nives je ena gospa, krasna gospa, ki zdaj je bila v Sežani in mi prinesla par kozjih izdelkov. In ona mi je enkrat rekla, da oni imajo pač kmetijo, kjer imajo kozice in pridelujejo pač domače kozje izdelke. No, to druga gospa, ki sem tudi že tudi uporabljam njihove izdelke, gospa Mateja Škrjanc, obedje sta pa z Dolenjska doma. No, v glavnem. Ravno tako, oni imajo pa ovčje sire. No, zdaj pa nisem sigurna. V vsakem primeru, pejte na kakšno tržnico, pa najte domače zadeve. V glavnem, Nives mi je govorila o tem, da kozice, ki doživljajo stres, njihovo mleko smrdi. In kozice, ki so zadovoljne, imajo popolnoma drug vonj, pač mleko ima drug vonj, se pravi, mleko ne smrdi. Vidite, še pri kozah se pozna pač stres, da se pa ne bi pri človeku poznal stres, halo. Tako da, kaj lahko še naredite? No, zdaj, za dobro počutje. Telo potrebuje 5 obrokov na dan. In če nimate 5 obrokov na dan, je to že prva zadeva, ker telo občuti, celice občutijo lakoto. Vaše celice ne vejo, mogoče je zadnji obrok bila včerajšnja večerja. Jaz ne verjamem v te moderne diete, ki zagotavljajo postenje, pač ne verjamem v to, zaradi tega, ker verjamem v zdravo kmečko pamet. Glejte, kako so se naši predniki nekoč prehranjevali. Zajtrk, malica, kosilo, malica, večerja. Jaz verjamem v to. Ne verjamem v te drastične poste in tudi sama sem probala, ker sem brala knjigo, eno od teh knjig, ne med znanostjo in duhovnostjo, ampak Pot šamana, točno, Pot šamana sem prebrala in notri piše, da bi vsak lahko zdržal 3 dni brez hrane. Jaz sem to probala. To je bila ena od največjih nespameti, kar sem jih naredila. Ampak, kako ne veš, če ne probaš? V glavnem, prva zadeva, po postu sem se zredila takoj za 2 kili. Takoj, ob isti hrani 2 kili gor. Telo, ko ga damo na post in dalj časa ne dobi nobene hrane, občuti, lakoto, ampak stres. Naše celice ne vejo, mogoče je obdobje lakote. Mogoče, pač jaz verjamem v to, da če celicam ne damo izobilje hranilnih snovi, one začnejo shranjevati za slabe čase. In tudi hujšanje na princip manj žri ne deluje. Se pravi, prva zadeva, nahraniti. Druga zadeva. Pri vsakem obroku se je potrebno vprašati, kje so tukaj beljakovine. Ker če mi ne dobimo ključnih beljakovin in recimo ključne beljakovine, recimo aminokislina triptofan. Triptofan, to veste, ne? Aminokislina triptofan povzroča hormon sreče oziroma iz nje se izdeluje hormon sreče. Tvori tudi rastni hormon, tvori spalni hormon, vpliva na delovanje epifize, vpliva na kemijske povezave v telesu in deluje na vitamin B3. No, zdaj pa pojdimo pogledati vitamin B3. Se pravi, če nimamo triptofana, naše telo ne tvori vitamin B3. Zdaj pa poglejmo. Vitamin B3, to je iz moških hormonov,
pripomore k kraljevskemu počutju. In ob pomanjkanju vitamina B3 imamo pomanjkanje proizvodne energije v celicah, se pravi, smo kronično utrujeni, delovanje možganov se poslabša, živčni sistem začne pešati, aritmija srca se pojavi, mišice in vezno tkivo začnejo plahneti, spremembe na koži se pojavijo, zadah iz ust se pojavi. Imate težave s spanjem, z delovanjem prebavil, se pravi, avtomatično se vam ustavi prebava, dobite slab holesterol, razpoloženje vam niha, imate vnete dlesni, samo en vitamin vam manjka, vitamin B3, in manjka vam aminokisline triptofan. Seveda, pametno je jesti zdravo hrano, ampak če imate pomanjkanje prebavnih encimov, je možnost, da se hrana ne razgradi na manjše delce. In če imate vse to, kar sem naštela, ali pa vse 3 stvari, kar sem naštela zaradi pomanjkanja vitamina B3, dajte prosim vzeti Pro-Vitality Plus, pa shake, ali pa vse Pro-Vitality Plus, pa fiber mogoče. In boste videli, kakšne čudeže boste doživeli, dobesedno čudeže. No, zdaj naprej, aminokislina triptofan. Komur manjka te aminokisline, ima migrenske glavobole, občutek popolne sesutosti in pojav depresije. Zdaj pa pomislite, jaz sem laik, ampak mislim, da je eno od najbolj prodajanih zdravil so antidepresivi. Antidepresivi grejo v nebo in vi, če želite sebe spraviti v ravnovesje, dajte se prosim nahraniti, ne pa da zobate, da se nahranite z antidepresivi. Antidepresivi vas lahko zasvojijo, to veste, ne? In če ste zasvojeni z antidepresivi, vi enostavno tonete, redite se, ker po vseh antidepresivih se najprej zredite, voda zastaja v telesu, postajate, zdaj ne mi zameriti, ker bom to rekla, ampak sploh ljudje, ki so na dolg časa na nekih zdravilih, postajajo otopeli. Kako se iz tega ven rešiti? Ja, ne vem, začnite sebe osrečevati. Naredite vsak dan nekaj, da vam duša poje. Dajte narediti kakšno traparijo. Mogoče kakšen dan rečete, ne morem, ne zmorem in se zapeljte do morja, pa skočite v vodo. Ali pa do ta prve reke. Včasih je pač potrebno reči ljudem okrog sebe, ne zmorem. Ne zmorem. Saj veste, ne? Konja, ki vleče, temu se nalaga. In če vlečete, če vidite, da ste na vsakem koncu, da vsem odnašate riti, pač dajte začeti najprej svojo. Kaj ste danes naredili za to, da ste bolj srečni? No, kaj? Ok, mogoče rečeš, tebe poslušam, pa sem že boljš vole. Super, super. Kaj ste danes naredili poleg tega, da ste bolj srečni? Karkoli. Glejte, za začetek mogoče vam bo pomagal pri občutku sreče samo to, da rečete, ne zmorem. Ali pa bi prosim to, ne zmorem. Prosim za pomoč. A ne? Ker včasih mogoče pa ti rabiš pomoč. A gremo pogledati še naslednje karte. Kaj vam sporoča stvarstvo? Se pravi, tisto, kar smo prej dobili, je povezano s tem, da se očiščujete vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. In seveda, učite se reči ne, učite se postaviti za sebe, ker ti si sončni žarek, ki sveti ljudem, ampak dajte prvo za sebe svet, ker če ne boš ta prvo za sebe svetila, ne moreš svetiti. Enkrat ugasne ta tvoj notranji žar, enkrat ugasne ta tvoja notranja energija in kaj lahko potem daješ? Samo še slabo voljo, pač to, kar imaš v sebi, ne da? In potem mogoče popeniš na nekoga, ki nič ni kriv. Dajmo pogledati naprej. Naslednja sporočila. 2 karte sta padle dol, 2 karti sta padle dol, zaključevanje.
To je očitno, kar zdaj predeluješ, zaključna lekcija v tvojem življenju, očitno povezana s tem, da rečeš ne, ne zmorem. Poskrbite sami, skuhajte si sami, naredite sami. Potrebujem pomoč, danes je čistilna akcija, ne vem, karkoli, razdelite delo. Ne vem, če ste brali knjigo 7 navad zelo uspešnih ljudi, ampak notri piše, da zelo uspešni ljudje znajo razdeliti svoje delo. Jaz sem to knjigo brala, a veste kdaj? Leta 1997. Zakaj se spomnim tega? Jaz sem bila takrat noseča za ta prvo hčerko in berem to knjigo, uspešni ljudje znajo razdeliti delo. In piše notri recept, kako to narediš, vzameš list papirja in na list papirja napišeš vse, kar delaš ti, kar delajo drugi družinski člani. Pač, da je črno na belem napisan, da se ve, kaj kdo dela in potem pač z družinskimi člani razporediš delo, zaradi tega, da se razbremeniš. In jaz sem res to naredila in piše tako, ta stolpec, ki je bilo, kaj delam jaz, se pravi, Minka. To, kuha, pospravlja, to. Ta del, ki je bil pač od mojega moža, glede na to, da sem bila pač noseča za prvo hčerko, se pravi, še nisem imela otrok, je bilo, kaj je že delal? Ne odnaša. Pere avto, to se spomnim. Pere avto. Mislim, da je bila to edina stvar. Pere avto. Vse ostalo je bilo pa na moji strani. In jaz grem s tem spiskom do njega in rečem, le to ni pošten. Veste, kaj mi je rekel? Jaz se nič nisem rekla. Saj nič nisem rekla. No, če se vam to dogaja, da ste preutrujene, ja, mogoče pa še nič nisem rekla. Mogoče bi bil pa čas, narediš črno na belem. No in potem sem eni gospe predlagala to isto, da naredi pri 4 otrocih, pri službi se ji, sama sebe je srečevala, mešala se ji od dela. In ona napiše ta seznam in v tisti nemoči ni mogla več iti do moža in mu reči, lej, kaj vse jaz delam in kaj ti delaš, lej, tvoj seznam je prazen, na moji strani je vse. Ampak je samo ta seznam pustila pri računalniku. In naslednje jutro je šla v službo in očitno je mož videl to sporočilo oziroma ta seznam, jo pokliče v službo in reče, sem videl, da je polno umazanega perila, daj mi povej, kako se da prati. Ona je prišla tisti dan k meni, jokala je od sreče in je rekla, Minka, pri nas se je naredil čudež. Ne moreš verjeti, on pač je začel pomagati. In seveda, ko so otroci večji, tudi otroke noter vključite. Zdaj, koliko veliki. Jaz sem začela to zelo zgodaj. Ne vem, ko smo pospravljali, ta mala hčerka, se spomnim, stara je bila 2 leti in še ni govorila. Se veste, 2-letniki še ne govorijo reja. Po večini. No, v glavnem, in se je pritoževala, da ona ne bo brisala prahu, zato ker njen bratranec pač tega ne dela. In jaz vzamem krpo v roke in sem rekla, Anja, prim cunjo, prime. Se neka, jo lahko držiš, reče ja. Se neka, če si dovolj velika, da držiš cunjo, lahko brišeš prah. Debata zaključena. Ko je bil čas, ko so bile dovolj velike, da so lahko s pručko, a veste, otroku sem dala pručko in da je s pručko videla čez rob štedilnika, je začela kuhati. Pač tisto, pa jim je pomagati, rižoto je treba mešati. In moje 3 vse kuhajo, znajo kuhati, ker enostavno sem jih od malega učila. Dejva skuhati, dejva to. In ne nazadnje, ne, nisem bila na počitnicah, sem imela 3 majhne otroke, pa še psa. Moj Lari bi bil danes star 23 let. To je kužek, ki je bil moj. In ta kužek je bil na koncu, 16 let je bil star, ko je umrl. Na koncu je bil slep, je bil gluh, slabo je videl, komaj je hodil.
Ampak ta kužek je ves čas ležal na mojih nogah. Ves čas. In ta kužek je dobesedno mojo bolečino vlekel na sebe. Jaz sem bila za računalnikom, on je ležal na meni. Jaz sem kuhala kosilo, on je bil med mojimi nogami in jaz sem tako narzmolasta, da sem kuhala. Pač ta kužek je bil ves čas nekje v moji bližini. In na koncu jaz verjamem, da je bil tako bolan zaradi tega, ker je mojo bolečino prevzel na sebe. Ja, ampak ko imaš kužka, imaš še enega dojenčka, dobesedno, no, tako da, kakorkoli. Pač človek se zorganizira že samo s tem, ko rečeš, ne zmorem, rabim pomoč. No in naslednja karta je pa prišla, zavest. Buda. Zavest. Tvoja zavest se širi na višjo raven. A so prišli prej kristali, a ne? Tvoja zavest se širi na višjo raven. Čakajte, vam zdaj preberem. Pomagaj si s kristali. Kristali so polni informacij, vsebujejo esenco Božjega in ti pomagajo dvigovati zavest. Ko se povežeš z energijo kristalov, se dviguješ na višji nivo. Kristal, ki te pritegne, ti je namenjen pomagati vztrajati na poti ljubezni. Kristali mi osvetljujejo, ti osvetljujejo in čistijo pot naprej. Jaz imam tukaj lapis lazuri. Lapis lazuri deluje na grleno čakro in deluje na izražanje. Tako da, in tukaj imam slončka. In slon meni predstavlja, seveda imam, to je moj logotip, srečno življenje, ampak po drugi strani, danes govorim o sreči, po drugi strani ima slon 4 noge. Slon stoji na nogah, je močan. Se pravi, je ta moja notranja moč, to mi predstavlja slon, ta moja notranja moč, ki dejansko je povezana s tem, da pač zmorem v življenju. Zmorem. Ampak tudi verjami mi, tudi ti zmoreš delati svoje korake. Pač naredi nekaj, kar te usrečuje. Naredi nekaj, kar ti bo pomagalo pri tem, da boš občutila v sebi več sreče. Gremo še na kakšno sporočilo. Da vidimo. Zaziraj se vase. Kaj ti govorijo? Dvakrat je prišlo, pogled te karte. Se pravi, breme, nekdo ti kikirika. Ja, pa zdaj počivala. A res nimaš nobenega dela? A zdaj boš pa noge vdržala? Delat pet. To so mame, ki so pač dela. In zaziranje vase, pogled te glasovi, ki so okrog, ki govorijo. Ampak ti želiš imeti notranji mir. Ti želiš imeti notranjo spokojnost. Ker ko boš ti imela notranjo spokojnost, boš to delila naprej. Ko imaš ti notranjo razburkanost, imaš lahko fasado. Nihče tega ne pelje. Nihče. Gre se za to, da ti res občutiš v sebi mir. No, zdaj pa da vidimo naprej. Še tele, da vidim za tole dušico, ki posluša cel video, kaj je ta trenutek sporočilo, kar se tiče ljubezni do sebe, kar se tiče občutka sreče in zadovoljstva v njenem telesu, ki se tiče nje same. Da vidimo. Prvo sporočilo je itak, kraljica si. Kraljica si. Pač neverjetno. In neverjetno, boste videli. Kakšna sporočila. Zdaj se boš smejala. Prva karta je prišla kraljica. Kraljica moči, vsem noč kraljica. Druga je prišla kraljica mišljenja. In ta tretja je prišla kraljica tega, kar misliš. Kočija, tvoje življenje, ki se premika naprej s tvojo notranjo vibracijo. Kakor ti razmišljaš, tako grejo stvari. In bolj kot ti dovoljuješ, da te zunanji dogodki šofirajo, bolj si raztreščena, manj energije imaš, bolj si izbegana in bolj si mogoče v nezadovoljstvu, ko premlevaš dogodke ali pa stvari, ki sploh niso tvoje. In za vsako stvar se moraš vprašati, a je to moje, a to ni moje. In če ni tvoje, ne bo to tistega, čigar, kdor ima kakšno stvar za narediti. Se pravi, kraljica
In ti, kraljica, čas je, da začneš razsipati svojo ljubezen. Da postaneš tista, ki seješ ljubezen na vse konce, ker jo občutiš toliko veliko v sebi. Lahko daš samo to, kar ti imaš. Devetica kelihov, se pravi, v sebi imaš vse, kar potrebuješ, da boš napolnila te svoje čaše ljubezni. V sebi imaš čisto vsega dovolj in tudi premik naprej. Premik naprej. Zdaj pa zanimivo, čakaj, bom prav naprej pogledala. Premik naprej, zmaga. Ampak zanimiv je. Utrujena zaradi nekih odnosov, kjer so se čaše polile, kjer ne moreš nič spremeniti, kjer enostavno vidiš, da karkoli narediš, enostavno si utrujena od tega, da enostavno ne moreš več. In ko ne moreš več, je v bistvu dobra novica. Dobra novica povezana s tem, da enostavno rečeš, jaz se tega ne grem več na ta način. Pač dovolj. Zdaj se je začela neka kar zanimiva energija sproščati. In če čutiš, da je zate nek premik, ki je nujno potreben, da ga narediš, ga boš naredila. Prvo stvar, zdaj se najprej spoči. Ko se boš zdaj čez poletje spočila, da si boš vsak dan vzela nekaj časa, da se nafilaš z novo energijo, moram malo prekaditi prostor, pač neverjetno, koliko energije je šlo skozi, boš naenkrat dobivala pol tudi nove ideje. Naslednja zadeva, očitno tebe, tvoja duša kliče naprej. Čakaj, bomo še majčkeno naprej pogledali. Nekaj te kliče. Kam te kliče? Čakaj, samo toliko. To energijo, kamor sem se zdajle spustila, je energija preobremenjenosti, je energija ranjenega bojevnika. Enostavno ne moreš več na ta način. In ko vidiš, da si toliko dotrajena, da ne moreš več, lahko greš samo še v svojo bolezen. In če ti ne boš prej skužila, prišla do zaključka, da je treba tudi včasih reči, ne grem se več, ta meč je treba dol dati, pa reči, ok, v redu, imate boje, imejte jih. Jaz se na ta način ne grem več. Takrat, če ti ne boš tega sama rekla, lahko tudi tvoje telo reče, ne morem več, Lahko čakaš toliko časa, da boš zbolela, sploh ni noben problem, ker je tvoje življenje. Tvoje življenje te tako ali tako uči, po tvojih korakih, kaj boš naredila z njim. Lahko teraš naprej, ker ta, ki ti govori, ja, to se pa ne spodobi, kdo ti kikirika gor, kdo ti govori, mogoče tvoja mama, tvoji predniki, ki to govorijo, ja, tako pa ne gre. Ja, poglej, ne vem, zdaj gre skozi mene, vse te ločenke, te zmešane babe, a pa boš pa tako, kot te zmešane babe, ne vem. Ja, kaj pa boš brez te službe? Mal potrp, stisni zobe. Pač, to je tvoja odločitev, ti lahko greš naprej po tej poti, ko ne zmoreš več. In bo tvoje telo reklo, ne zmorem, in te bo izklopilo. Sploh ni noben problem in boš mogoče takrat naredila kakšen premik, ali pa tudi ne. Ni noben problem. Lahko tereš naprej, pa boš pač imela lep pogreb. To je pa sigurno, da ga boš imela, pač vsi bojo žalostni. Ali pa se odločiš, da narediš korake, ker ta zaključevanje, ki je povezano s tem, vsak ima svoje lekcije v življenju. In ta zaključevanje, če si v vseh preteklih življenjih bila tista, ki si sklonila glavo, ki si stisnila zobe, pa še malo potrpela, mogoče se pa v tem življenju učiš postavljati v svojo moč. Se učiš postavljati biti kraljica, boginja. Dajmo zdaj pogledati. Ženska, ki je kraljica. Ženska, ki je kraljica, to je iz knjige Moški hormoni. Ženska, ki je kraljica, 3 vrste moških in 3 vrste žensk. Mislim, da sem tukaj pisala o tem. Ženska, ki je kraljica. Kakšna je? To sem na koncu pisala. Samo mečkam, da ranjena ženska se boji biti ženska
je v moški energiji, zato se ji tvori preveč moškega hormona testosterona. Dobro, to smo predelali, a ne? In da ženska lahko občuti več zadovoljstva, to ji pomaga pri tem, da govori o svojih težavah, govori o odnosih, pomaga ji, če se objema, občutek, da je slišana in opažena, skupno praznovanje, komplimenti moških, molitev, občutek varnosti, šopek rož, prejemanje opravičil, skrb za domače ljubljenčke, vse to povzroča občutke zadovoljstva. In to vpliva potem naprej na ženske hormone, recimo kot je estrogen, ki deluje na to, da se ženski hormoni tvorijo, pa progesteron. Recimo, če greš na koncert, če nekaj lepega poslušaš, če greš na zvočno kopel, če plešeš, če meditacijo poslušaš, pač vse to povzroča dobre občutke. In ženska, ki je kraljica. Ženska, ki je kraljica, se zaveda svoje svete energije. Zaveda se, da če nekdo ne ceni nje in če v njej ne zmore opaziti lepote, to ni njena težava. Zaveda se svetopisemskega rekla: ne mečite biserov svinjam. Ve, da je ona biser in ve, da če nekdo ne ceni biserov, to ni njena težava. Ljudem odpušča, ker se zaveda, da v svojem srcu ni da v njenem srcu ni prostora za strupene energije. To je samo en odstavek, prebujena ženska, ženska, ki je kraljica. A še enega preberem. Ženska, ki je kraljica, gre lahko sama na kavo in se ne počuti osamljeno. Kraljica lahko sama sebe pelje na večerjo in uživa, ne da bi imela občutek, da je pozabljena od celega sveta. Ženska, ki je kraljica, lahko živi sama in se zaveda, da če ji ni namenjen partner, bo ta prišel v njeno življenje preko vodstva njene duše. Zaveda se, da jo bo njena notranja vibracija vedno pripeljala do pravih ljudi ob pravem času. Ženska, ki je kraljica, se zaveda, da vsak proces potrebuje čas. Še enega preberem. Wow. Malo več se boste morale, drage dame, zavedati, da ste kraljice, ker očitno to, kar se je zdaj sprostilo, je res prišlo do ene točke, ki je povezana z zaključevanjem. Vem, da so to težke energije, da ni enostavno, ker sem tudi sama prehodila te poti, ampak zmoreš. Ženska, ki je kraljica, je lahko na vodilnem mestu. Ko je v službi, je v odločni moški energiji. Ko pa se vrne domov, z lahkoto prestopi v ljubečo žensko energijo. Ima uravnotežen ženski in moški pol. Zna biti odločna in zna biti ljubeča. Odlomek iz knjige Kraljica in divja ženska. Kraljica je lepa in privlačna, uživa v svoji lepoti. Zaveda se je in jo izžareva. Ni ji je treba skrivati, lahko jo odkrito pokaže. Ne polepša se, da bi bila občudovana, temveč, ker se veseli lastne lepote, ker od nje prihaja sijaj, ki vsem dobro dene, okoli sebe širi lepoto in tako tudi drugim polepša življenje. Lepota kraljice je nekaj drugega kot lepotni ideal, s katerim nas slepi družba. Prava lepota izhaja iz skladnosti. Ko je ženska skladna s seboj izžareva lepoto. Ženska, ki je kraljica, se zaveda, da njena moč ljubezni presega zakone prostora in časa. Zaveda se, da je misel prežeta z ljubeznijo močnejša sila, s katero lahko premika gore. Zaveda se, da ta sila dela struge, po kateri k njej priteka obilje vsega, kar si želi, obilje ljubezni, lepih odnosov, sreče, zdravja, dobrih priložnosti in materialnega obilja. Nekdo je hupal in naši kušči vladajo. Očitno je to znak, da zaključim ta video. Živite, vse dobro vam želim. Roni, vse dobro vam želim in v glavnem, ko se kuški umirijo in ko imam naslednji nov dan, posnamem nov video. Živejte.